No in pred zakonom o zdravstveni dejavnosti sem vzela tele čakalne dobe, o katerih smo obvestili maja 2008 vse Slovenke in Slovence. Danes ne da tega dokumenta ni novega, ni obnovljenega, saj jaz ga nisem zasledila, tudi v zakon se sploh s tem ne ukvarja. To kot da ni tema. Takrat je bila to glavna tema, koliko mora človek čakati, da pride na poseg. Mislim, da je to bistvo. Poleg tega, da je poseg kvalitetni. Zato je moje prvo razmišljanje in razmišljanje tudi odbora za zdravstvo pri strokovnem svetu, da vendar je na koncu potrebno pogledati, kaj so izidi, kaj je kakovost na področju zdravstva in kakšno kakovost bo pacient dobil. Ne pa ideološko ukvarjanje, ker ga dojemamo kot ideološki zakon, ki želi nekako, da izgine iz tega prostora konkurenčnost. Da izgine nekaj, kar daje mogoče tudi en dodaten zagon, dodaten veter. Pri tem smo se navezali tudi na resolucijo o nacionalnem planu zdravstvenega varstva. Parlament jo je sprejel leta 2008 in danes ta resolucija, kot da je ni. Kot da je nihče nikoli ni za njo slišal. Toliko je bilo javnih razprav na temo to resolucije, tako za civilnimi združenji, kot za strokovnimi združenji. To je bil projekt, ki smo ga resnično pripravljali v veri, da bo enkrat slovensko zdravstvo po dolgem času imelo nek dolgoročen načrt. In danes se ta resolucija absolutno ne upošteva. To pomeni, da smo namen sami sebi, da smo namen samo zato, da nekaj napišemo in potem, ko bi bilo to kot uporabno gradivo za kvaliteto, za kakovost zdravstva v bodočnosti, tega nihče niti ne omeni, niti ne vzame v roke. In ravno tako pogrešamo tudi kompatibilnost predloga tega zakona, torej skladje z že sprejetim zakonom o zdravniški službi, z zakonom o zdravilstvu, ne upošteva se zakon o gospodarskih družbah. Kajti pozabljamo, da skladno zakonom o gospodarskih družbah je stotine podjetij, ki se ukvarja z zdravstveno dejavnostjo. In tega se ta zakon ne dotika. Ne dotika se, kako, kdo, pod kakimi pogoji, s kakšnim nadzorom sme opravljati zdravstveno dejavnost. Dotika se pa tega, da je treba vse, kar je zasebne iniciative, čim bolj spraviti v meje javnih zavodov. In to je tisto, kar lahko pripelje nazadnje do mnogo daljših čakalnih dob, zato sem dala ta seznam, do mnogo daljših, in seveda lahko pripelje tudi še do izjemno nemotivacijskega stanja. Kajti danes so zdravniška združenja, ki so vas samo obvestila, se že izjemno povezala, tako zdravniška zbornica, kakor združenje zdravnikov, a tako tudi Fides, so se izjemno povezala, kajti ta predlog zakona je tisti, ki ga seveda je težko sprejemljiv za izvajalce. V resoluciji pa smo napisali, da želimo, da so v Sloveniji zadovoljni izvajalci in uporabniki. In za izvajalce zakon nesprejemljiv, za paciente pa bo pomenil, kot pravim, eno hudo čakanje in tako rekoč vzpostavljanje novega sivega oziroma črnega trga